besedo. Torej, jaz vas tudi lepo vse pozdravljam. Letos obeležujemo 80 let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem. Vemo, da je druga svetovna vojna usodno zaznamovala življenje ne le Slovencev, ampak praktično celotnega človeštva, celotnega sveta in je na nek način preoblikovala svet na ta način, da je svet, v katerem živimo danes, torej otrok, lahko rečemo tudi tega časa, druge svetovne vojne. Svet, v katerem živimo danes, bi bil bistveno drugačen brez te izkušnje. Torej, pogovor z današnjimi gosti bo razdeljen nekako na dva dela. In sicer v prvem bomo govorili o okupaciji in okupacijskih mejah. Pri tem se bomo predvsem navezali na ugotovitve enega projekta, ki je bil zaključen letos, če se ne motim, in je potekal 3 leta. Projekt je imel naslov Napravite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško. In sicer je govoril o vlogi okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju Slovencev. Pri tem projektu, o tem projektu bo več povedal potem dr. Balkovec. Med drugim lahko povem, da je projekt spremljale tudi številne razstave in ena izmed njih je bila tudi tukaj v Novem mestu, v Dolenjskem muzeju z naslovom En krompir, 3 države. V drugem delu bomo na drugo svetovno vojno na Slovenskem pogledali z širše perspektive in jo probali malo aktualizirati, tudi v luči te silne razdvojenosti slovenskega naroda, ki je, seveda, to je dejstvo, bil med drugo svetovno vojno in ki se nekako tudi vleče, vse do današnjih dni, pa ne toliko med navadnimi ljudmi in zgodovinarji, kot predvsem v politiki. Naj mi bo dovoljeno predstaviti današnje goste. Na moji desni prvi je dr. Bojan Balkovec. Je izredni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je urednik oddelčne zbirke Historia, ukvarja se z raziskovanjem sodobne zgodovine, zlasti z obdobjem med obema svetovnima vojnama, politično zgodovino, volitvami in lokalno zgodovino. Ob njem sedi dr. Božidar Flajšman. Kot asistent je zaposlen na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Veliko se ukvarja predvsem z osnovami tako imenovane public history, ki med drugim vključuje snemanje na terenu, intervjuje, delo na dokumentarnih filmih. Kot profesor likovne umetnosti se ukvarja tudi z zgodovino vizualnih komunikacij. In še predstavnik mlajše generacije zgodovinarjev, Blaž Štangl, novopečeni, magister zgodovino, oziroma imel si, kot sem slišal, pred kratkim podelitev, mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino in doktorski študent na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovanjem druge svetovne vojne na Slovenskem, zlasti z organizacijo in delovanjem bolnic in ostale zdravstvene oskrbe odporniškega gibanja. Vsi trije lepo pozdravljeni. Je čas, da imamo med nami 3 strokovnjake. Mislim, da je to tudi zagotovilo za tehten in zanimiv pogovor. Zdaj, če gremo naprej na ta okupacijski del, ki je v bistvu zelo pomemben. Ta okupacija je konec koncev postavila neke pogoje življenja med drugo svetovno vojno v temeljih. Druga svetovna vojna je za mnoge največji dogodek v narekovajih v zgodovini človeštva. Je tudi obdobje, ko je človeštvo v mnogih pogledih padlo na najnižjo točko. Samo pomislimo recimo na ubijanje v industrijskem obsegu. Takšna količina trpljenja in travm verjetno ni bila še nikoli prej, niti kasneje skoncentrirana v tako kratkem obdobju. Tudi na Slovenskem ni bilo nič drugače. Začetek vojne 6. aprila 1941 je bil uvod v mučno 4-letno obdobje, v katerem je izgubilo življenje okoli 100 000 Slovencev.
kar pomeni okoli 6,7, se mi zdi 6,6% celotnega prebivalstva. Ne? Zdaj, Slovenci so bili ob okupaciji razdeljeni med 4 okupatorje. Ne? Velik del Slovencev pa je že pred začetkom okupacije živel izven torej, teh okupacijskih meja. Ne? Se pravi, pomislimo na Slovence zahodno od Rapalske meje, pomislimo na Slovence na Koroškem, pomislimo na porabske Slovence. Se pravi, lahko rečemo, da govorimo o neki brutalni razdeljenosti slovenskega naroda, ne? In sama razdeljenost med 4 okupacijske cone, ne, je tudi nekaj sporočala. Ne. Zdaj bi mogoče doktorja Balkovca vprašal, ne, kako si razlagati to razdeljenost, kaj je sporočala, ne, pa morda bi predtem še nakratko povedali o samem projektu, torej kakšen je bil namen tega projekta. Najprej sem lep dober večer, hvala založbi Voga za vabilo. Morda najprej malo pojasnim, kako poteka sploh pridobitev nekega preiskovalnega projekta, tako da bodo neke stvari razjasnjene. V bistvu gre za nek razpis, ki ga Državna agencija za raziskovalno dejavnost odpre in na tega se prijavljajo različne skupine raziskovalcev, ki pač z neko temo želijo pridobiti financirane za neko določeno dobo. Gre pa to seveda za neke ožja vprašanja, ne gre za neke široke teme. Teh prijav je tam 5, 8, včasih še celo kakšna več. Sfinancirana je pa 1, izjemoma 2. To nisem zdaj seveda zato povedal, da bi se lahko pohvalili, kako smo imeli dobro prijavo, ne? Ampak samo na to, v kakšnih okoliščinah se te stvari dogajajo. Šlo je za precej zanimivo zastavljen projekt, ki je v bistvu izviral iz ene čisto osebne izkušnje kolege Petra Mikše, ki je doma z Obsotelja, njegovi pravzaprav starši, pa seveda potem tudi starši nazaj, so živeli na hrvaški strani meje in so seveda v času druge svetovne vojne izkusili to državno mejo med NDH in Nemčijo, mejo, ki je predtem seveda niso občutili v nobeni taki obliki, ne glede na to, da je bila recimo tam sotla že pred tem meja med recimo Dravsko in Savsko banovino, pa še pred tem meja med Avstrijo in Ogrsko. V projektu smo potem sodelovali kolegi z Filozofske fakultete, z oddelka za zgodovino, Inštituta za novejšo zgodovino, Inštituta za narodnostno vprašanja in pa zelo pedagoške fakultete. Izjemen pripomoček pa so nam bili geografi iz Inštituta Antona Melika z ZRC SAZU, predvsem zaradi tega, ker so nam uspeli, oziroma ker so bili sposobni risati takšne zemljevide, kot jih boste tamle ob strani lahko kakšnega vmes v tej projekciji videli. Mimogrede, te slike, ki so in pa zemljevidi so rezultati pač raziskovanja, ki so bili v teh 4 letih projekta izdelani. Projekt se namreč traja od leta 2017 do 2020 financirano, ker je bilo leto 2020 začetek čudnega časa, pa so to podaljšali, ampak seveda malo v čudni obliki, brez dodatnih financ še za 1 leto. Tako da načelno smo se še 1 leto ukvarjali z zadevo, kot je nekdo nekoč rekel, na etični pogon. Kaj zdaj pomeni ta razdelitev na celo 4 okupacijske cone v Sloveniji? Ne? Preprosto, to je pravzaprav samo en dodaten element, oziroma del elementa, kako se v širši zgodbi vidi razkosanje Jugoslavije, kajti tudi Jugoslavija je pravzaprav bila razkosana na več okupatorjev, torej recimo ravno tako na 4, bomo rekli. Pravzaprav je v tem kontekstu Jugoslavija primer države v Evropi, ki je bila v času druge svetovne vojne rabolj razkosana. Ne? Večina ostalih držav je bila ali zasedena od enega okupatorja, ali so kot država kolaborirali en del v zasednem, recimo v primeru Francije. Ne? V primeru Jugoslavije pa je šlo za totalno destrukcijo. Torej, ali je to del odgovora prekrajanja te Versajske Evrope? Ne?
Lahko tudi tako, razmišljamo. V bistvu je šlo za preprosto za razdelitev interesnih sfer, za obnovitev nekih pogledov, razmišljanj, idej, želja, ki so jih imeli večji narodi okoli Balkana že predtem. Nemci, Italijani, Mađari, dobro, Bolgari so malo mlajši v tej svoji ekspanzivnosti, ampak so seveda že vešče izkoriščali takoj od tega trenutka, ko je država nastala tam v zadnji četrtini 19. stoletja. Torej, šlo je za nek načrt, ki je želel ta prostor izkoristiti v cilju, da seveda z tega prostora pridobiš največ ekonomske koristi, hkrati ga seveda očistiš v tistem času že po 1. septembru 1939, ne pa šele od 6. aprila 1941 naprej, aktualna politika, seveda zaradi ekspanzije, zaradi začetka vojne, politika Übermensch in tako naprej, torej čiščenja evropskega prostora nesnage. Tisti, ki so krivi za vse, pa niso samo Judje, to so vsi, ki so nearijski. Dobro, to je vprašanje, ali so Italijani med Arijce šteli Nemci? Jaz mislim, da ne, ampak okej. Vsekakor pa recimo niso imeli Italijanov za dobre zaveznike. Ker če bi imeli za dobre zaveznike, bi najbrž recimo Italijanom dali mejo na Savo. Zdaj, če govorimo o mejah. Ne pa, da so mejo postavili malo čez Savo, tudi iz razloga za to, da so lahko ta prostor lažje kontrolirali. Zdaj, če kdo slučajno ve, ko je tam okoli Bučke, so tam je nek spomenik ob cesti, ko se gre k cerkvi na Bučki. To je spomenik pri mejnem kamnu. In malo više gor, 200 metrov zračne linije, je pa en stražni stolp, ki lepo pove, zakaj so Nemci tja postavili mejo. Tukaj so lahko nadzirali cel prostor. Italijani recimo niso postavljali mejnih ovir, pa strašnih stolpov. Nemci pa, ker so želeli kontrolirati. Torej, tudi zaveznik ni bil vedno nekdo, na katerega lahko zaupaš. Vse to so pa nekaj videli leta 1943. Torej, Slovenci smo bili seveda obsojeni na uničenje. Samo morda so bili postopki, kako do tega cilja prijeti, malo različni. Recimo, samoborski župnik je v nekem poročilu nadškofije v Zagrebu, namreč hrvaška fašistična tvorba NDH je dobila kot kompenzacijo neka ozemlja, nekaj vasi, 6 vasi tam v okolici v Brežiškem kotu, Slovenska vas, Čedem, Rejec, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah. In ta župnik je v poročilu o tem, namreč uradno so morala zdaj te vasi priti pod njegovo jurisdikcijo, je škofu napisal, da bomo sicer dopustili, da bo nekaj časa v tiste vasi hodil maševati, pa pogrebe in podobne stvari upravljati, en slovenski begunec, frančiškan Vladimir, zdaj primek sem pozabil, smo ga odkrili, oziroma sem ga našel primek, ampak on omenja samo Vladimirja, frančiškana, pa pomotoma piše, da je iz Brežic, ker je bil iz Štajerskega samostana. On naj hodi toliko časa, da se malo prilagodijo zadeve, potem je treba pa te ljudi čim prej naučiti hrvaško. Otroci so hodili v hrvaške šole. Tudi Italijani bi kdo rekel, da so bili malo bolj mili. Stvar taktike. Vse Italijani, dvojezičnost, ki jo uvede nekdo, ki te okupira, ni nekaj, kar je pozitivnega. Pri Italijanih je bila itak že ta izkušnja na Primorskem. Mislim, da so ljudje zelo dobro vedeli, kakšen je cilj Italijanov, čeprav so se na začetku kazali kot neki humani okupatorji. Imamo zelo dobro povedano, bo kolega Fleischmann to razložil, kako je neka priča točno to relacijo do Italijanov, recimo, naslovno predstavlja. Tako da mislim, da je to zelo pomembno vedeti, da za Slovence v tem novem svetu, novem redu ni bilo prostora. Slovenci pač bi morali zviniti. Zdaj, torej, če gremo malo na okupacijske meje,
Torej, Slovenci smo bili razdeljeni na te 4 cone, ne? Med 4 okupatorje. Zdaj, kako so bile utrjene te meje, kako so izgledale? Kaj je to pomenilo za življenje navadnih, običajnih ljudi? Je bilo možno prehajati, na kakšne načine? Kaj je to zdaj pomenilo? Verjetno je bilo življenje precej oteženo, ne? Sigurno, življenje je bilo zelo oteženo, te meje so zelo zarezale v življenje, vsakodnevno življenje ljudi, prekinile so ekonomske poti, recimo v Beli krajini niso mogli preko, ki je bil z NDH, obdelovati vinogradov, oziroma celo pustili so jim obdelovati vinograde, ampak našli smo dokument, ker so sporočili, da obdelujete lahko, pridelka pa ne boste smeli pripeljati v Slovenijo oziroma takrat v Italijo. Celo take stvari so se dogajale. No, teh mej je bilo nekaj čez 600 kilometrov po celi Sloveniji. Slovenija je bila dobesedno razkosana na te 4 okupatorje, se pravi Mađare, Italijane, Nemce in Hrvate, tudi, ki so dobili nekaj vasi, 5 vasi v okolici Brežic in še del velike varnice v Halozah. To se ni vedelo dolgo po vojni, to je bilo verjetno, se o tem ni govorilo zaradi tega, zaradi bratstva in enotnosti, se je zamolčalo to dejstvo. To ni bil nikoli del te šolske zgodovine, ne? Ne. Vedno smo govorili o 3 okupatorjih. Ja, še zdaj se najde, da kakšen minister izjavi, da smo imeli 3 okupatorje, imeli smo 4, ne? Te meje so predvsem Nemci zelo obdali z bodečo žico, stražnimi stolpi, bunkerji in minskimi polji. Mi smo posneli kar nekaj pričevanj ljudi, ki so jih mine, oziroma sorodnike ljudi, ki so jih mine raznesle na teh mejah. Tudi tu, recimo v bližini Bučke, ko je Bojan prej rekel, ali pa Slovenska vas, tu pri Brežicah, da ne govorim zgore na Gorenskem, ob bivši Rapalski meji, ki je del Rapalske meje postala potem meja med Nemčijo in Italijo. Zelo pretresljive zgodbe, ko recimo sin razlaga, ki je bil takrat še v maminem trebuhu 3 mesece pred rojstvom, kako je očeta raznesla mina na meji, ko je neke kole za vinograd metal čez žico. Ali ko je mlade fante, ki so pasli ovce, stare 14-13 let, raznesla mina. Nekako se ta tematika teh okupacijskih meja ni obravnavala do sedaj, iz nerazumljivih razlogov bi rekel, ampak življenje je bilo dejansko zelo oteženo. Recimo ob Savi, Sava ni bila meja. Meja je bila enih 10-20 km od Save oddaljena. To so iz kakšnega razloga pa so? Iz strateškega razloga, ker je pač, da so imeli boljši pregled iz hribovja Nemci na, recimo, prej Bojan rekel, na Bučki, so videli komplet Črtenej, Gorjance so imeli pod seboj. Plus tega hoteli so imeti še absolutno pod kontrolo železnico, Ljubljana-Zagreb, Zidani most, zato in tudi rudnike. Je pa vso to mejo, v glavnem, to smo tudi dobili arhiv iz Berlina, vse to je osebno Hitler določil. Osebno je začrtal, kje bo. Potem so imeli pa v Rogaški Slatini štab, ker so Himmler je pooblastil enega nemškega oficirja, da je vodil razne podrobnosti na meji še, če bi prišlo do kakšnih zapletov. In v bistvu je šlo vse tako, kot so Nemci rekli. Italijani, Mađari in Hrvati so tukaj samo morali poslušati. Je pa res, da se na nekaterih mestih, recimo v Karmelju, ker je bil rudnik, pa je bil lastnik tega rudnika Italijan in je del rudnika, del infrastrukture rudnika pripadal pod Nemčijo in je ta Italijan dosegel, da se je po kakšnih pol leta je trajalo, ta meja premaknjena za enih slab kilometer
da je kompletna infrastruktura rudnika šla pod Italijo. So pa prave komedije se tudi dogajale, posebej tam litijski konc, kako so mejo določali. Je en fant s biciklom se peljal, pa so mu naročili, naj zapiči neki zastavo, imamo to zapise, in tam je pač obveljala meja. Skratka, bile so vse sorte kolobocije. Je pa ta meja dejansko povzročila, zelo nazorno prikaže, kako je bil slovenski narod obsojen na smrt. Zelo nazorno. In skratka, ni šlo v primeru druge svetovne vojne, ni šlo samo za pridobivanje novih, osvajanje novih ozemelj, šlo je tudi za izbris manj vredne rase, bom rekel. Takrat Slovenci, Hrvatom so pustili svojo krizniško državo, ampak Slovence je bilo pa treba izbrisati, popolnoma izbrisati. Skratka, šlo je Slovani, Slovenci, Cigani, Judi, to je bilo treba iztrebiti. Verjetno je prispevalo k temu, te usodi tudi dejstvo, da smo se nahajali na taki poziciji, geografski, da smo bili v bistvu zanimivi za marsikoga, in da je to pol še dodatno verjetno vplivalo, tudi ta geostrateški vidik. Sam se še dodam, tam vmes na slikah kakšnih boste videli neke betonske konstrukcije, to so podnožja nemških stražnih stolpov, da je tukaj najbližje, boste tam pri Bučkih boste našli, pa pri Zameškem ali pa potem dal naprej nižje na brežiškem koncu. To gre za konstrukcijo, ki je na ravnem terenu visoka približno 2 metra. To so 4 betonski podstavki, 6 metrov narazen in na to je prišlo tam 15 do 20 metrov visoka lesena konstrukcija. Na vrh pa seveda opazovalnica z mitraljezskim gnezdom in tako naprej. Ampak to so začeli delati šele konec leta 1941, ne prej. Nekako čez zimo so potem to počasi začeli delati. Stražni stolpi so bili med seboj povezani z minskim poljem. Torej od stolpa do stolpa, prvič, najprej teren je bil očiščen. To je nek 10 metrov širine terena je bilo očiščeno, kjer je bila meja. Potem je to zaminirano. Tisti, ki so bili v vojski, vejo, kaj je nagazna mina, torej pohodne mine. Kako je to izgledalo, vam pa najlažje predstavim z enim primerom, ki ste ga vsi videli. Sami se niste takrat spomnili, da je to. Kaj dela, kako že ta malo ime Joči Peter? Kaj dela s tisto bombo? To je na meji. To je izgledalo, to je posnemano, kot da so šli čez mejo. Tam, ko tisto bombo hoče sneti, pa mu jo potem umaknejo tisto žico, da je ne bi dostatili vse. Tiste ženske so recimo umrle, ker so šle k maši. Na bohograjskem koncu imamo pričevanja. Na nemški strani ni bilo verskega življenja. Nemci so ustvarjali v bistvu ateistično državo. Edina religija je nacionalni socializem. Se so pa imaš nacionalni socialistični krst, namesto crkvenega krsta. In ženske so šle pa čez mejo k maši v Bohograd. Ampak ni šla k maši, ker jo je mina poubila. Torej, da bi bila situacija še težja, niso bile ožičene samo meje, ampak so bile znotraj okupacijskih con določena območja, ki so bila posebej ožičena. Govorimo predvsem o mestih, najbolj poznana je seveda Ljubljana, ampak ni bila samo Ljubljana ožičena, tudi Metlika. In zdaj, Blaž, te prosim, da predstaviš, kakšen je bil namen ožičenja mest, pa mogoče, da poveš vsaj približno, kako je bilo Novo mesto ožičeno, mislim, da o tem premalo vemo. Kaj je to pomenilo potem tudi za prebivalstvo? Lep pozdrav vsem prisotnim v publiki in pa kolegom. Kot smo rekli, Ljubljana je znana, da je bila obdana z bodečo žico. Začne se, naredijo jo nekako v februarju 42. leta. Enako nekako v tem času spomladi 1942 z bodečo žico obdajo tudi Novo mesto. Se pravi,
Tu se pogovarjamo o italijanskih okupatorjih, tukaj je tako imenovana Ljubljanska pokrajina, ki je bila sicer sedež v Ljubljani. Novo mesto je bilo pa sedež njihove, v vojaškem smislu njihove divizije iz Onco, v naše Soča, pa tudi bila je sedež njihovega, rečemo, enega lokalnega oblastva, se pravi, bilo je pokrajino glavarstvo. Se pravi, italijanska vojska je užičila svoje postojanke. To pomeni, tole, kar sem že orisal, Novo mesto je bilo eno pomembno središče takrat, enako so užičali ostala mesta, ki smo rekli Črnomelj, Metlika, Semič, pa tudi nekatere vasi, kjer so imeli svoje postojanke. Med drugim v naši bližini, recimo tudi Šentjernej. Novo mesto pa, se pravi, kaj je bil namen tega užičenja? S tem so želeli preprečiti stik z odporniškim gibanjem, se pravi, v letu 1942 se že močno razvija odpor, organizirane so bile že prej v letu 1941 partizanske enote, delujejo razni aktivisti, osvobodilne fronte in podobno, in želeli so preprečiti oziroma nadzorovati prehajanje ljudi iz mesta in pa v mesto. Kar je pomenilo, se pravi, obdano z bodečo žico, postavljeni so bili bunkeri, na cestnih povezavah pa so bili tako imenovani bloki, se pravi, prehodni bloki, mesto, kjer je bila straža, ali zdaj italijanska, ali pa njihovih enot, se pravi, slovenskih, če rečem z italijanskim izrazom, prostovoljna protikomunistična milica. Če vam je bolj domače, partizani so jih imenovali belogardisti. Uraden naziv je bila tudi legija smrti, enim pravijo pa vaške straže, da bomo korektni. Približen potek, če začnem, jaz sem zdaj približno predstavljal zemljevid, pa vam bom približno govoril, če začnemo na železniškem mostu čez Krko, je šla potem tale bodeča žica po levem bregu Krke, do nekako, če si predstavljate danes, če bi danes gledali, zaobjela je vojašnica v Bršljinu, se usmerila čez Kapiteljsko njivo proti pokopališču v Ločni, tam spet prečla Krko, šla ob vasi Ragovo in pa Ragovem logu, presekala, mislim, da je Šipčev hrib, se reče tam nad Ragovsko, bi rekel, se usmerila proti Drgančevju, se pravi tam, kjer je danes OMV, če si predstavljate, in spet zaokrožila in zaobjela Žabjo vas, šla nekako zaobjela grad Grm, Šmihev, potem Drsko, tam nekje, kar je danes tudi bunker, ali pa gostilna Jakše, in smo potem že pri Portovalu, pa smo spet pri železniškem mostu čez Krko. Tako da približno en tak oris, žico so pa v določenih obdobjih so tudi malo širili ali pa ožili. Kar je pa zanimivo, res je, kot si omenil, premalo je ta zadeva znana, imamo pa dobre podatke, obstaja že italijanski letalski posnetek, kjer je urisana ta potek bodeče žice in teh fortifikacijskih objektov, se pravi bunkerjev. Potem pa iz kasnejših obdobij imamo pa tudi tako eno nemško karto, pa tudi zanimive so načrti ali zemljevidi partizanskih obveščevalcev, ki so zbirali podatke in na zemljevidu urisali tako potek bodeče žice, bunkerjev, kot tudi stavbe, kjer so bile določeni vojaški objekti. Za vsak prehod te meje si potreboval dovolilnico, ne? Tako, ja. Se pravi, na blokih so pregledovali, kaj se prenaša, seveda bali so se vsakršne dejavnosti, ki je bila povezana z odporniškim gibanjem. Drugače pa ljudje, se veste, ljudje smo znajdljivi, in kljub temu, čeprav hočeš nekaj zatreti, ne moreš. Ljudje so imeli različne načine, kako so prenašali razno pošto ali pa material,
ali pa kakšne dobrine, ki jih je v mestu manjkalo, pa so recimo na deželi bile. Ti si mogel imeti Ausweis, torej oziroma tle ne, tle si mogel imeti Laša Pasare, ne Ausweis, Ausweis si imel na nemški strani. Za kakršnokoli gibanje po pokrajini? Torej, recimo ti si lahko dovolilnico dobil za 6-mesečno gibanje med Ljubljano in Novim mestom zaradi službenih potreb. To je potem gledati, koliko je potni list s fotografijo posameznika, podatki, zdaj če bila recimo to pa za neke zasebne zadeve, ne, pa je to rabila ženska za sebe in za otroke, so bile še slike otrok noter. Ne. In za vsak premik si to rabil. Dovolilnice so na sodni, teh stavbi, kjer sodnija so izdajali in upokojena novinarka Dolenjskega lista Rija Bačer, ki smo jo intervjuvali, je dejala, da je nekaj ur so čakali vrsti, pa je očeta nadomestila, da je ona čakala, on ni mogel čakati. In najbolje je ostalo spominjo, ko je prišel ven uradnik, pa je rekel, na ves glas se zadrl, živih kur ne sprejemamo, ker so ljudje vse sorte nosili, da bi dobili, malo podkupli, ne. Vse primer je v mestno slikah, ne. Dodam, mogoče sem še tole, če smo rekli, da so Italijani postavili bodečo žico, 8. septembra 1943 Italijani kapitulirajo, pride 42 dni svobode, kjer je tle, se pravi, rečemo, partizanska oblast, potem mesto zasedajo Nemci in pa domobranci in oni še bolj utrdijo te nekdanje, se pravi, tako bodečo žico, kakor bunkerje, tako da je Novo mesto, rečemo, ob koncu vojne ena velika utrdba na tem območju, ali pa ja, tudi ena izmed večjih postojank, recimo blizu so bile še take večje, recimo Kočevje, Ribnica, tudi za ilustracije. Lahko sem tule eno podmilo, ker se mi zdi zanimivo za Novo mesto, ne? Ker v začetku je bilo preigravanje, v začetku ni bilo jasno, ali bo Novo mesto prišlo pod Italijo ali pod Nemčijo. Ja, to sem isto vprašal. Ja, to sem isto. Ja, okay. To se mi zdi namreč zelo zanimivo. Ne? Namreč nemški okupacijski sistem, vsi vemo, ne, da velja za najbolj strogega, ne? Sploh v primerjavi z italijanskim. Ne? In je v bistvu nekako težko razumeti, ne, da ob okupaciji, ne, ko so pač to območje je zasedla nemška vojska. Ne? To je bila v bistvu neka izjema v ljubljanski pokrajini. Ne? Ostali del je več ali manj italijanska vojska zasedla. Ne? Če se ne motim, Ta Savi je bilo tudi, tukaj so tudi Nemci prišli, so prodora, ne? Ampak to je trajalo do junija. Ja. Do junija imate to v bistvu nenavadno situacijo, da je tam na Mačkovcu meja. Ne? Ali pa tam vmes je ena fotografija na Cikavi je bila meja. Ne? Ampak to traja do junija, dokler traja vojaška uprava. Ko se vzpostavlja normalna uprava, pa se une meje postavijo, mislim, začne uporabljati, ker so bile določene, pomete pa mejo tam. Zdaj, kako razložiti, rekel, kar dosti pogost sentiment pri navadnih ljudeh, pri vaščanih, recimo določenih vasi, ki so v bistvu navijali za to, da pride k njim nemška okupacijska oblast, ne? To vemo iz verov, ne pa Italijani. Ne? Od česa to izvira? Kako si to razlagati? Ja, tu je zadeva je bila taka, ne, da to nam je tudi več prič potrdilo. Italijane so ljudje poznali iz Prve svetovne vojne. Mnogi so bili na fronti proti Italijani in Italijanov niso marali. Dočim so mnogi delali v Nemčiji in so tam služili in so pošiljali denar domov in so Nemce imeli za bolj prijazne in kultivirane, ne? Za razliko od Italijanov. In potem so ljudje, kot je rekel Anton Stipanik, Belokranjci iz Gradaca, če je že okupacija, potem bolje pod Nemce. Ne? In so potem zbirali tudi podpise, da bi prišli pod Nemčijo. Ne? Tudi v Novem mestu se je pripravljalo okoliški določeni prebivalci tam aprila, oziroma za 1. maj, protest, da bi se šlo pod Nemčijo. Ne? Oziroma, da bi se ostalo pod Nemčijo, ker Nemci so prvi prišli v Novo mesto in potem se je zgodilo celo tako, da je recimo en dan je istočasno tukaj na tej stavbi visela italijanska in nemška zastava. Istočasno. O tem je zelo dragoceno pričevanje dnevnik Slavice Moškon,
dobili smo ga od njenega sina Marjana Moškona, ki mi je pred kratkim vam samo, da pokažem, dal tudi svoj dnevnik, vojni dnevnik, kot otrok ga je pisal. 2 zveščica, tako, to je original, kjer piše zelo zanimive stvari, ker so stanovali v tisti hiši tam, na glavnem trgu in je opazoval, kaj se tu dogaja. Ne? In recimo zelo... Lahko kaj prebere? Ko sem zgodaj, ko sem najprej zajtrkoval, sem slišal, da gospodična Slavkoletova zelo glasno joka. Mamica mi je pozneje povedala, da je jokala zato, ker so ta dan odpeljali gospoda Otmarja v Italijo. Internacijo, ne? Mislimo, če en otrok tam, kome se naučil pisati, ne, je pisal svoj dnevnik. Marjan Moškon, ki ga verjetno vsi poznate, ne? Ampak ta dnevnik od njegove mame Slavice Moškon je v celoti povzet v tej knjigi En krompir, 3 države. Še kar je pa zanimivo, Slavica Moškon je vmes omenja še Hrvata. Tu, kjer zdaj sedimo in kjer sedite, je aprila prišla visoka ustaška delegacija z željo, z interesom, da Novo mesto pride pod NDH. In ona je to vse popisala in ta vir od obisku te hrvaške delegacije tudi to je našla pa Marjeta Bregar, kustosinja Dolenskega muzeja, je v frančiščanski arhivu in tudi še v enih drugih dokumentih, ampak to tudi ni bilo znano, da so Hrvati, vsi so se grebli za čim večji kot storte, hoteli tudi Novo mesto. In potem je delegacija, piše Slavica Moškon, šla v Ljubljano, to idejo, da vidijo, ali bi se lahko pridobili še Novo mesto, in na koncu niso nič upravili. Ne? Zelo zanimiv zapis, skratka, glede Novega mesta je bilo precej priigravanj, na koncu je to šlo pod Italijo in potem spet po kapitulaciji pod Nemčijo. Kako Italijanom niso bili naklonjeni, recimo, ne? V samiznih vaseh so se pojavili napisi v smislu pozdrava nemški vojski, ne? Potem so pa, nemška vojska se umaknila, ker pač to je sam prehodno šla skozi, ne? Potem so pa Italijani prišli in so hoteli, da tudi njim dajo plakat, pa so raje še nemškega podrli. Ja, sta očitno germanofili. Ta ljubezen se je hitro skrhala. Se je hitro skrhala. Rija Bačer pravi, čim so zvedeli, blizu je Pučka, čim so zvedeli, da ljudi vozijo, razseljujejo iz Pučke in okoliških krajev, je ta ljubezen, bom rekel, v navednicah do Nemcev hitro popustila. Tudi veliko ljudi je, več kot 10 000 je prebegnilo iz nemškega dela v Ljubljansko pokrajino. To je bil en znak. Ne. Zdaj, mene še ena zadeva zanima na Kočevskem, ne, je ob začetku druge svetovne vojne živela kar precej velika nemško govoreča skupnost, ki je bila seveda tam že več stoletij navzoča, integrirana, bi rekel, na nek način. In me zanima, vsi poznamo to zgodbo, ne, z njihovo izselitvijo, zakaj torej Nemci niso recimo ustrajali, da bi ta del Slovenije, ne, se pravi ta južni del, prišel pod njihovo oblast, ne, zakaj so to prepustili Italijanom, če so imeli pa tam že v bistvu neke naravne zaveznike, tako rečem, dr. Barkovec, mogoče vi. Jaz bi rekel, da je mogoče šlo čez taktično potezo. Na to me zdaj napeljuje, zdaj berem doktorsko disertacijo od enega študenta. Prvič, zakaj se to ni zgodilo 1941? Dobro, če smo z Italijani šli nad to bogo Jugoslavije, Italijani so se sicer bali, ker Italijani so zamujali za napadom, ampak tam ni nič, les, nič drugega, ok, je rudnik v Kočevju, ostalo je pa ena srovšna, domače rečeno, nič ni, ena revšna, ni industrije, nič ni, v bistvu so Italijani pravzaprav dobili ekonomsko najslabši, oziroma slabši del, dobro, imate nekaj Ljubljana, pa potem še kakšna točka, kjer je kaj industrijskega, sicer je pa to slabše razvit
prostor. Ne. Nemci so seveda pobrali zasavski bazen z rudniki, Maribor in tako naprej, tako da to je čist druga situacija. Čeprav to zdaj, ravno kaj to berem, se mi pa še ena misel mi prihaja naprej. Namreč, leta 1943, po italijanski kapitulaciji, mi malo spregledujemo situacijo. Ljubljanska pokrajina je še vedno del Italije. Ljubljanska pokrajina je del Italije do 9. maja 1945. Ampak ne kraljevine Italije, ker je ta seveda zdaj zaveznik, ampak savojskih fašistov, torej to, kar je Mussoliniju Hitler rekel, ok, dej tukaj še malo potrpite, no. Itak so okupirali tako ne samo, da so prišli v Slovenijo, so zasedli celo Italijo, ne. Ampak bolj ko berem tisto tezo, se mi stvar zdi, da je logična, ne. Poudarja se, da pravzaprav je z tem, namreč tu so zdaj Nemci ustanovili dve posebni vojaški coni, ki sta pa pravno formalno del te Salojske Italije. Ena je bila okupacijska cona Jadransko Primorje s sedežem v Trstu, ki je obsegala Ljubljansko pokrajino, Istro, pa vzhodno Furlanijo. In potem še, kako že, Alpsko predgorje, tako nekako se mi zdi, da se imenuje ta druga, to je pa Južna Tirolska v glavnem, ne? Pa tam mal južneje od te Južne Tirolske, torej to, kar je Italija dobila po prvi svetovni vojni. In v bistvu se nakazuje, da je to pravzaprav šlo pa za velik interes predvsem avstrijskih Nemcev, ne? Do Jadrana, ne? Do tega, kar jim še manjka, ne? V bistvu jim je manjkal, se pravzaprav je že od 41 naprej tudi manjkal Jadran na nek način, ne? Trst pa tako naprej. Komunikacijsko težavo so imeli pa tudi v Ljubljani, ne? Mi pozabljamo, Italija je zasedla, Italiji pripadla Ljubljana, ne? Kje je šla pa proga? Zidani most Jesenice, čez Ljubljano. In so Nemci naredili obvozno progo, ne? Ki so jo nažalost končali, kot izkaže se seveda kot nepotreben strošek, končali so jo jeseni 43, ker niso več rabili, ne? Ker so pa lahko že furali čez Ljubljano vlaki. Namreč v izogib tega, da ne bi še vozili čez Italijo. Torej, v glavnem, jaz bi predvideval, da v prvi fazi vojne mogoče čez ampak nimam dokazov, ampak sklepam pa, da bi to šlo v to smer. V prvi fazi vojne, zato ker je to v bistvu območje, ki ga treba vzdrževati, ne. Vsaka vojna pomeni, da prostor, ki ga zasedeš, se mora nekako vzdrževati. Zdaj, če ni sam sebe sposoben, pa to tebe stane resursov tudi nekod drugot, ne. Tako da je vprašanje, ne. Ni bilo dovolj zanimivo območje in te Kočevarje so izkoristili nek način, da so utrdili tole mejo na Južnem Štajerskem, da tako rečem. In v bistvu ti Nemci so potem pravzaprav na nek način, ne, to so tudi nekateri priče povedali, ne, pravzaprav so to kmetijo vzdrževali do 45. Tako da ni bila čisto uničena, ne, tako da ni bila zemlja se zarasla in tako naprej. Seveda, oni so potem pač mogli z 9. majem. Zdaj, mogoče nismo dosti poudarili, kako multidisciplinaren je bil vaš projekt, ne, se pravi, vi ste delali na terenu, izjemno veliko, ne. Obenem ste pa naredili ogromno intervjujev tudi, ne, z ljudmi, ki se preko spomnijo teh dogodkov, ne vem, kakšno je število. 318 objavljenih. No, super. In zdaj me zanima, če se malo navežem na to zadevo, kako so se ti ljudje spomnili preko okupatorjev, teh okupacijskih con življenja, recimo dr. Fleischmann, kako so gledali recimo na Hrvate, mogoče na ustaško oblast ali pa na Italijane, to je mogoče nam malo bliže. Ja, nasploh, na vse štiri, je kakšna razlika recimo? Razlika je zelo velika. Po vseh teh pričevanj izhaja, da recimo z Italijani se še dalo kaj zmeniti. In bile so tudi take situacije, recimo vas Bojanci v Beli krajini, tam iz vasi Bojanci niti en vaščan ni šel v internacijo. Zakaj? Zato, ker je bil tam italijanski oficir, ki se zaljubil v domačinko Zoro, ona v njega,
brat od te zore, to imamo pričevanja, je bil partizanski komandant, in sta oba preprečevala, da ne bi se vaščanom kaj zgodilo. Podobna situacija se je zgodila v Žuničih, ob Kaupi. Tudi niti en italijanski komandant je preprečil, da bi kdorkoli šel v internacijo. Tudi bili so dogovori, recimo v Ziljah, da se ne napadajo. Čist na tej človeški ravni se je dalo kaj zmeniti. Dočim od vseh pričevanj, kar smo jih naredili, niti eden ni našel pozitivne besede do ustaša. Imamo pričevanja Zepuharja, recimo iz Bele krajine, pravi, šel je en trgovec preko meje, da bi nekaj nabavil, pri priči so ga zaklali. Frančiška Tahija iz Glavica na Hrvaškem, sicer Zilčana, pravi, da ko so se kopali na Kaupi, otroci so celo streljali na otroke. Malo za hec. Skratka, do ustašov pa res niso našli. Celo ta primer je Marija Kolešnik povedala, ko so ustaši Nemci po italijanski okupaciji oktobra 1943 zdrli v Metliko in požigali, so hoteli ustaši pobiti njeno družino. Zakaj? Ker so vedeli, da je njihov sin pri partizanih. Se Nemci niso mogli vedeti. To so bili domačini preko Kaupe. In je nemški oficir preprečil to. Požgali so jim domačijo, ampak postrelili jih pa niso, čeprav so že stali pred zidom. To je vse objavljeno na YouTubeu, to pričevanje. In še nekaj je, kar bi rad rekel. Vsi ti, ki so doživeli drugo svetovno vojno, pa večinoma so bili takrat otroci ali pa mladostniki. Najstarejši je bil 103 leta, recimo Viktor Miklič, zdaj že pokojni iz Mačkovca tukaj, ali Stanko Kušljan, 100-letnik iz Šentjerneja, ali Tončka Adam iz Draga Tuša, tudi 100-letnica, ki je žilava še pa še. Vsi ti, ki so to doživeli, posebej ti, ki živijo recimo ob slovensko-hrvaški meji, z grozo doživljajo to mejo, ki je zdaj med Slovenijo in Hrvaško. Ker vejo, kaj to pomeni. Ker ta meja danes je hujša, kot je bila med drugo svetovno vojno, ker Italijani niso ožičili reke Kaupe, imeli so to v načrtu, glavni so imeli v načrtu ožičiti mostove in važne objekte, ne pa celoto. Oziroma to je tudi ni uspelo, ker so preko potileriji. Skratka, to so ta pričevanja, ki, kako bi rekel, rečemo, ja, sej to so subjektivne zadeve. Sveda so subjektivne zadeve, ampak istočasno so pa to zelo objektivne zadeve, ker je človek to na svoje lastne oči videl in doživel. O zaporah na meji, o prehodnosti. Na Rogaškem koncu, torej nekje od Podčetrtka pa do Rogatca, je bilo v času druge svetovne vojne med Nemčijo in NDH-jem, pa ne zato, ker so frendliči, ampak bilo je 14 prehodov. Sveda, zaradi lastništev ljudi, ki tam živijo, zemljišč na eni in drugi strani. Danes so 3. Ker so počasih bili, ker so nam jih domačini pokazali, so pa zdaj planke gor, pa žička. Meni se zdi nekaj zelo nenavadno v tej zgodbi o mejah, če malo aktualiziramo zadevo. Slovenci smo imeli in pred drugo svetovno vojno in med drugo svetovno vojno, tudi kasneje, zelo negativne izkušnje z mejami. Danes jih pa na nek način postavljamo, na nek način imamo zelo radi. Kako razložiti ta paradoks? Po eni strani imamo zelo negativne zgodovinske izkušnje, po drugi strani jih pa zdaj postavljamo, recimo, vi ste omenili južno mejo. Jaz jih nimam rad, da bi to posplošno. Se pravi, da se imamo militnika radi in politika radi. To je zelo priročno sredstvo za politiko, zelo priročno. S temi ograjami se begunska kriza nikakor ne bo rešila, ni variante, da bi se s tem rešila. Te ograje škodijo predvsem Sloveniji, ker se vse bolj razpase zaradi njih ksenofobija, sovraštvo in te ograje legitimirajo sovražni govor. Jaz sem se dostakrat kot Belokranj sprašal,
ker so recimo mnogi Belokranjci so za čas Avstro-Ogrske emigrirali v Ameriko. Kako bi reagirali naši predniki, če bi jih tam pričakala bodeča žica in protesti, ko so šli s trebuhom za kruh. Mislim, to je ena tragedija, ki se dogaja, ki žal evropska politika, niti slovenska, nima še odgovora za to. Isto formulo uporabljajo za rešitev, kot so jo uporabljali okupatorji med drugo svetovno vojno. Ampak partizani teh meja niso priznali in večina ljudi tudi ne. Ker če bi jih priznali, bi seveda te meje še vedno bile. In te meje so več čas prehajali. S takšnimi drugačnimi razlogami, takšnimi drugačnimi načinami. V Rasti ste imeli tudi eno zelo zanimivo misel, ki jo lahko ponovim tukaj, da se ni bati tistih, ki prehajajo meja, ampak tistih, ki jih postavljajo. Ja, to je sigurno. To je mene ta izkušnja tih 3 leta, 4 iz teh okupacijskih meja me v to trdno prepričala, v to zadevo. Politika rabi to divide impera deli vladaj. Včasih so bili sovražniki Judi, pa smo rekli Slovani, danes se skuša sovraštvo peljati do beguncev, do izbrisanih. Zdaj vidimo, da so na tapeti tuji študenti, ki študirajo v Sloveniji, protestniki proti vladi so svinje, nacistični zagon je uporabljal za Jude podgane, zdaj smo svinje. To je nova oblika fašizma, ki ga mi doživljamo. To je neofašizem, kar doživljamo. In ne rabimo se slepiti, da to ni res. To je nevarno podobno tistim časom, ki so bili pred 70-80 leti. Prav je, da o tem govorimo. Zdaj, če pridemo še na to drugo temo, ki sem jo napovedal na začetku, se pravi vojna na slovenskem iz neke širše perspektive. Zdaj, tako v splošni javnosti, kot delno tudi med zgodovinarji, obstajajo različni pogledi na dogodke med drugo svetovno vojno na slovenskem. In ta druga svetovna vojna je do neke mere še danes poligon za politizacijo zgodovine in vojna se, to lahko opazujemo, še vedno uporablja za neke aktualne politične cilje. Zdaj, dejstvo je, da je druga svetovna vojna na slovenskem povzročila veliko krivic in trpljenja, ne samo med vojno, pa tudi po vojni, v obliki izvensodnih pobojev. Zasejala je nek način seme sovraštva med Slovenci, ki se to vleče in to se vleče v bistvu do danes. Zdaj, tukaj me zanima, dejstva druge svetovne vojne so danes večinoma dobro raziskana, nekih strašno novih odkritij, strašno novim odkritjem nismo priča. Zdaj, kako je možno, da pri tej interpretaciji dogodkov druge svetovne vojne pa vendarle prihaja do velikih razhajanj? Ali je to, problem sam po sebi, ali je to morda rezultat dejstva, da smo od leta 1945 do nekje do sredine 80-ih let vendarle živeli v nekem sistemu, ki nam je nek način vsilil, neko monolitno podobo druge svetovne vojne, neko partizansko resnico, kako gledate na ta razhajanja in kakšna je tle vloga zgodovinarja pri tem? Kaj če začne najmlajši? Lahko. Dosti kompleksno vprašanje, ampak bom en razmislek naredil. Če rečem pri naši mladi generaciji, jaz bom rekel, včasih zgrozim, kdo za sveto trdi neko svojo resnico, pa ponavadi je to ali je v eno stran ali je pa v drugo. Ampak veste, tako kot je danes, ko je bilo tudi včasih, stvar je kompleksna, nikoli ni črno-bela, zmer je siva, zmer je več dejavnikov, ko vpliva na dogodek. Tako da jaz bi videl problem v tem, da smo, ali pa kakor kdo, ampak vendar, moramo veliko brati, raziskovati, moramo biti radovedni. Več, ko bomo prebrali, več, ko bomo raziskali, širši pogled bomo imeli in bolj bomo zadevo razumeli.
Problem je, da s šnelkursom, kot se temu reče, se kaj resnega težko pogovarjamo o zgodovinskih dogodkih, ne? Čeprav se zelo radi za kakšnim šankom ali kaj podobnega. Tako da jaz predvsem v tem vidim problem. Kar se tiče pa stroke, si mislim, da nam je to jasno ali pa bi moglo biti. Čeprav tudi prihaja do razhajanj, pa treba je, kot sem rekel, raziskovati, pisati zadeve, biti pošten pri tem, upoštevati obe strani in pa spremljati tudi nove raziskave. Kajti tudi arhivi določeni so šele zdaj odprli, ali pa so se v določeni meri bili še zaprti, nekateri nas še danes smatrajo, recimo zdravstveni podatki so tukaj primer, ko so nedostopni ali pa zelo oteženo. In kar pomeni, vsak, ki se ukvarja z nekim obdobjem, mora spremljati novosti, mora biti obveščen o novih odkritjih, sprav novih strokovnih člankih, knjigah in podobnih in te stvari tudi upoštevati. Če ilustriram, verjetno je nam vsem znano, če bo recimo en zdravnik vzel en priročnik, rečemo iz 50 let, verjetno mu danes ne bo to koristil. Vse ene osnove bojo, ampak bo mogel kakšno novejšo raziskavo v roke vzeti, če bo hotel delati tako, kaj treba. Nekateri se pa zanašajo, vzeme recimo knjigo, se spet zmišljujem, iz 50 let, pa reče, se tle vse piše. Recimo knjige, ki je pa danes bila napisana, pa ne bo v roke vzel. In to je narobe, spremljati nove raziskave in v tej smeri delovati. Pa bi rekel, razhajanja, tako kar opažam, spet moje mnenje, se pa dogajajo na eni ali pa na drugi strani, žal. Nobena skrajnost ni dobra. Dva morda? Jaz bi tu rekel tako, da mislim, da se tukaj svetovna zgodovina glede enih temeljev druge svetovne vojne pa le izrekla. Dejstvo je, kot smo že prej govorili, da je nekdo začel to zgodbo. In nekdo je okupiral, če se omejim samo na naše ozemlje, nekdo je okupiral, tujci so okupirali Slovenijo. In nekdo je, in namen mu je bil, da ta narod izgine. To je nesporno. In nekdo se je temu uprl, za nekoga je bilo pa pomembneje, da s tem tujcem sodeluje, kot se proti njemu upre. In če jaz mislim, da je tukaj glede zgodovine popolnoma jasno. Potem pa berem in sem si shranil tudi letošnji zapis na spletni strani vlade za 27. april, dan upora okupatorja, kjer je pisalo fašisti, nacisti in komunisti za Slovence isti. Namesto čestitke plunek. Skušajo nekateri izenačiti stvari. Izenačiti, ker ne more se izenačiti. Oziroma reči, da je upor antifašizem isto kot fašizem. Da je upor proti fašizmu enako slaba stvar. To se dogaja danes. In to eni žegnajo, vključno s predsednikom države na čelu. Ne da se teh stvari izenačiti. V imenu sprave. Sprava ne more temeljiti na nekih lažeh, ampak lahko temelji na dejstvih. In se reducira spravo na to, da je tu bila neka državljanska vojna, istočasno se pa pozablja, da je bil tudi tukaj okupator in da je nekdo z okupatorjem sodeloval. To ne more zamolčati. In zdaj so postavili spominsko ploščo v Karloveci, na kateri so na eni strani domobranci, na drugi strani partizani. Jaz bi rad videl, da so se tam angleški ali pa ameriški piloti gor. Ne gre to skupaj. Enostavno ne gre, ker pod firmo plemenitosti in sprave se tlakuje pot nove grozote in nove delitve. Brez resnice, če ne bo dejstev, da so pač eni se napačno odločili,
ne bo, če se tega dejstva ne bo sprejelo, bo zelo hudo. Blaž je rekel, da je treba več brati. Jaz vam ponujam nekaj možnosti. Mi smo zdaj 7 naslovov. Če kdo želi tudi v angleščini prebrati, mora pa še malo počakati, ker bomo še prevedli. Ok, malo smo se pohvalili. Nič ne ve, imamo se s čim. Dve zadevi bom jaz dodal. Ena je, zgodovinar mora paziti in se vedno zavedati, da je razlika med vzrokom in posledicami. In najprej je vzrok, na to se bo posledic. Ne mora biti posledic, ne moreš prikrojiti posledicam vzroka, ki ti paše. Ampak vzrok je bil dejstvo in posledice so dejstvo. Drug problem, ki se lahko poraja, ki ga pa v zgodovinopisju je malo manj, je pa seveda mnogo bolj prisoten, ki je drugje, pa je vrednotenje nekih historičnih dogodkov na osnovi vedenja, kaj se je zgodilo kasneje. To je pa malo narodno, zato ker tisti, ki so se v nekem trenutku za nekaj odločili, so se seveda odločili na osnovi informacij, ki so jih imeli v tistem trenutku in so se pač odločili tako, kot so se. To sicer lahko pomeni, da so se odločili prav ali pa narobe. V dolgoročnem smislu prav ali pa narobe. Ampak v svoji potezi so se pa takrat odločili po njihovem mnenju prav. Ampak očitno dolgoročno po slabem premisliku. Zagotovo Unke leta 1944 ni dober dojel, kam pa starcem je imel resne težave s percepcijo. Tako, jaz bi mogoče za konec še dodal eno misel oziroma eno besedilo iz knjige Boža Repeta, zgodovinarja, s puško in knjigo. Namreč on na strani 302 razlaga o spravi, in njegova misel v bistvu, da je ta narodna sprava, o kateri govorimo, predvsem politična oziroma ideološka sprava, ne pa zgodovinska. To se verjetno strinjamo, da je to v bistvu politični problem. In on zdaj povzema po vseh teh kolobocijah nekako eno besedilo, te navidezne politične sprave, to je neka politična resnica, ki lahko preseže to delitev med partizansko in domobransko resnico. Se pravi, to ni Repetov predlog, ampak on povzema iz vseh teh razmislekov zadnjih 30 let, odkar lahko svobodno razpravljamo o teh stvarih, in to je prav. Naslednje, kar se mi je zdelo zanimivo in bom prebral. Torej, kot lahko razberemo skozi razne zapise in razprave v zadnjih 30 letih, je ta politična resnica opredeljena približno tako. Kolaboracija je bila zavržno dejanje, prav tako revolucija, ta, ki se je začela med vojno. Komunisti oziroma komunistično vodstvo je narodno-osvobodilni boj izkoristilo za prevzem oblasti in zato so zlorabili tudi osvobodilno fronto. Če politično uravnotežimo kolaboracijo in revolucijo kot zavržni dejanji, priznamo pa veličino narodno-osvobodilnega boja, bomo na tem lahko utemeljili družbeno soglasje v odnosu do druge svetovne vojne. Torej, ali je pa to resnična osnova za politično spravo in ali politične stranke sploh želijo politično spravo, torej, ali bi se politične stranke podpisale pod to besedilo in ne bi sploh nikoli več v politiki omenjali druge svetovne vojne, to je pa retorično vprašanje. Je še kdo kaj dodal? Zdaj imamo energetski preboj, na zeleno stran. Ne vem, kaj tukaj zeleno gori. S tem zaključujem pogovor. Predlagam, da zaploskamo vsem tem. Vprašanja, glede na temo, sem prepričan, da se bo kdo opogumil
in zastavil kakšno vprašanje. Ali še Jaz bi samo še nekaj dodal, prej, ker sem knjige reklamiral, treba je še nekaj drugega povedati. Kdor je zamudil razstave, so vse razstave na ogled na spletni strani 3x2okupacijskemeja.si, filmi so pa na zgodovina.si na YouTube kanalu, kolikor niso nekateri tudi že na spletni strani, pa seveda Facebook profil okupacijske meje. Bi morda samo en poziv, če tako rečem. Zdaj, jaz si predstavljam publika, ki je tle, je taka publika, ki je zainteresirana, pa ki je mar do teh stvari. Ne. V kakšnih domačih arhivih ali pa nekšnih podstrešjih se še marsikaj najde, tako da bodite pozorni, bodite, ko rečemo, pri nas firpčni, pa če kaj najdete, ne stran vršt, ampak dajte takim inštitucijam, se pravi muzejem, arhivem, ki te stvari hranijo in ki bojo ohranili tako za zanamce, tako za laično javnost, kot za strokovno. Ves papir ni za papir servis. Glede na to, da prihajam iz arhiva, toplo priporočam. Kakšno vprašanje za goste? Brez omejitev. Kar izvolite. Ste pomenili, da so se ljudje znašli pa čez meje marsikaj pretihotapov, pa me zanima, če se ve, na kakšne načine se to dogaja. Kar se partizanskih prehajanj mej tiče, je to zelo lepo povedal Zdenko Rotar, kot kurir. Možnosti je bilo več. Ena so recimo podkopati pod žico. Druga je recimo pa dolgo desko, naslon, da je upognila malo žico in potem iti čez. Po zime bo malo bolj narodno, ker se sledi nastajajo, tako da tiste je bilo bolj narodno. Zdaj, Tretja metoda pa precvika žice. Ja. To lahko na Kaupi vse spremljate. so prepoznali te za našo To je ista zgodba, se ni nič novega. Zdaj, kar se pa tiče kmetov ali pa lastnikov, kako so kaj tihotapali, tega seveda v uradnem dokumentu nobenem ne boste našli, ko je on tihotapal. Razen seveda, če bi šlo za policijski zapisnik. Našli smo pa množico papirjev, recimo, ko se tam en kmet iz okolice Kostanjevice pritožuje, da ne more iti čez, ker so zdaj tam mejo postavili, in ne more iti po koruzo. Ampak ne vemo pa rezultata, napisano je točno, kdo hodi čez mejo, on, pa žena, pa dve hčeri, ampak nič pa ne vemo, kakšna je bila reakcija, saj dokumenta nismo videli, kaj so mu odgovorili, ali so mu odgovorili pozab na koruzo, niti seveda mi nismo uspeli z njim prijeti v stik z njegovimi sorodniki daljnimi, ki bi vedeli povedati, kako je star fota šverca. Je pa pričevanj o tem švercanju kar precej, smo vse objavili na YouTubeu. Recimo, Židi so bežali iz NDH-ja, ravno čez Kaupo, tamle pri Griblah. In imamo pričevanja, kako so jih te švercerji hrvaški okradli na Kaupi. S čolnom so jih peljali čez in potem so skričali na drugi strani hitro ven ali pa streljili s pištolo, Italijani gredo, in oni so skočili ven, Židom pa pokradli, ki so s seboj imeli predvsem cekine, zlato, in potem po vojni pravi, cele vasi so si zlate zobe delale iz teh pokradenih zlatnikov, ali pa v glavnem se je pa švercalo živino, konje, predvsem pasov. Z Hrvaške se je sol švercala. Pa recimo iz Gorskega Kotara je bila totalna revščina, so sol nosili, tu so jim pa dali koruzo, krompir, pa take za hrano. Zelo zanimivo se velja pogledati recimo od Marije Serešinič iz Prelog, ki je tako dobra pripovedovalka, pravi, to je bila revščina, nič se ni dalo, liske bone si imel, da si lahko kupil, in ona je bila tam enih 14 let, ni imela čevljev, in je mama prosila eno, da bi v Karlovci kupila ene čevlje, in pol niso imeli denarja in je morala plačati eno balico domačega platna, balica, to je bilo 24 metrov lanenega platna, za ene čevljice,
in pravi, kupila mi je čevljice, ali še premajhne so bile, da so me stiskale. V Obsotelju so pa recimo tudi pričevanja, kako so tobak švercali s hrvaških čez. Dobro, imate tudi seveda primere pričevanj. Mejni prehod Podčetrtek, takrat je bila tudi meja tam, točno na istem mestu, ker je danes mejni prehod Podčetrtek, je bil tudi takrat meja, Harine Zlate. V bistvu, kako je bilo lahko tudi odvisno od tega, kdo je bil na straži. Zdaj, neka zgodba prav tako, da če je bil Hans, je bilo malo lažje prijeti, kot če je bil Johan. Ali pa obratno, vse vsem kako mu ime. Torej, en je malo gledal čez prst, en pa ni šans. In se je dalo kaj prepeljati, tudi svojih pridelkov, ne sam šverc komerc, tudi pridelke pripeljati. En je to volil, en pa ne. Sej, v drugi fazi vojne so pa recimo Nemci tam ukinjali te pravice dvolastnikov, tako da je šlo za uskladitve lastniških razmerij, tako da bi sam Nemci na štajerski strani bi samo državljani Rajha, oziroma pripadniki živeči v Rajhu, bili lastniki zemljišč. Ljudje so se morali prilagoditi. Pa še zanimivo švercanje, če temu lahko rečemo švercanje, recimo na Vinici, Nemci so polovili odrasle moške s kakšnim namenom, da so jih na Vendehaju menjali za ujete Nemce, ki so jih partizani ujeli. Recimo, pa so jih peljali čez. Na tej strani so jih polovili, na NDH-jevski strani so pa naše slovenske ljudi menjali za nemške ujetnike, ki so jih hrvaški v Pisarovini so to delali. To je tam pri Zagrebu. Tako da šverc je v vsakem primeru, kadarkoli je meja, je tam te šverc, pa je to umiran vojna. Sam stvari, ki se šverce, so različne. Niso bile kavbojke, pa kava. Bolj življenjsko potrebne zadeve. Glede na fotke, je meja še vedno nekje vidna, Ja, vi lahko najdete blaže tega tu gor pri Gabarjah pa Jurjevcu, Ja, to smo malo pozabili, ampak ko je omenil Jurjevc pa Gabar, je tam je malo poznana zadeva, boste kaj več v knjigi prebrali, tam je bila tudi tako neka, reklo se je zapora meje z neodvisno državo Hrvaške, kjer so italijanska vojska naredila pas bodeče žice in pa bunkerjev, ker so hoteli preprečiti prehod partizanov iz Žumberaka v dolino, ampak niso uspeli. Naredili so pa žico od Kostanjevce tam prek Šmarja pri Šentjerneju, vrh Polata, vzga vrha Gabarja in tam predolžo zaključil zadevo. Se pa še danes vidijo ostanki tako bodeče žice, kakor bunkerjev. Fajn bi bilo, da bi se morda lokalna skupnost ali kdo drug je odločila, pa kakšno stvar prezentirala, pa ne zato, da bi častili ali pa slavili to postavljanje žice, ampak da opominja na eno izmed okupacijskih meja. Tudi v Novem mestu so še ostanki, recimo tamle na Ragovski ulici, če se peljete, kako bom rekel, nad vrtcem, tako bom rekel, in se še lepo vidi, je en tak kucelček, kjer je bil bunker, se še vidijo ostanki strelskih jarkov, pa malo tega cegla pa kamna. Če greste v Ragovlog, so nekateri jarki še lepo vidni, na Portovalu tudi, potem arheologi, ki kopljejo na Kapiteljski nivi, poleg teh seveda časti vrednih prazgodovinskih ostankov najdejo tudi ostanke druge vojne, ker se je šla tam tudi ta žica in pa bunkeri. Pa transformator? Ja, pa se pravi, verjetno si poznate bunker na Drski, ki je eden od, bi rekel, še edini ohranjen. Drugi bunker ohranjen je pa manj poznan, je pa v Šmihelu, oziroma tam, ki se ga Protregarči vasi, na levi strani je en transformator in če greste dol pogledati, vidite, da je v bistvu temelj transformatorja je v bistvu bunker, še lepo vidi. Ohranjeni so posamezna podnožja stražnih stolpov, kot rečen, tega je od Litije navzdol kar nekaj, ali pa na ono stran od Ljubljane na zahod. Potem tu pa tam se kakšen bunker najde, ali pa ostane kakšnega bunkerja, recimo žica tudi kje leži, pa okoli dreves opet ali kaj podobnega. Imate pa zelo konkretne ostanke mejne kamne. Mejni kamni med Slovenijo in Republiko Hrvaško v Maclju in tam okolici
so mejni kamni, na katerih še vedno piše NDH ali pa saj ND malo prekriženo, prelito. Torej so v bistvu isti mejni kamni, kot so bili postavljeni za razmejitev med Tretjim rajhom in NDH-jem. Na Maceljski gori, to je od izvira Sotle, tisto hribovje, Ko so težko dostopni. 1200 kamnov. 1200, in to niso kamenčki taki, ampak to so taki granitni, to je zverinsko težko in to na nemogočem terenu gor, ne, po slemenu gredo, na eni strani NDH, na drugi strani Deutschland, ne. A si morate misliti, to so zvoli vlekli, skratka človeška neumnost je neizmerna, ne. In to so, posejani so na 15-20 metrov, geografi so to vse merili, ko smo gor hodili, ne moreš verjeti. So mislili, da bo ta meja za več. Kakšen mejnik je ohranil tudi recimo z nemško-italijanske meje, ki je bila čez slovensko ozemlje dolga, najdaljša med temi okupacijskimi strukturami, čez 270 km, mislim. Ampak to ne na področju bivše rapalske meje. Na področju bivše rapalske meje, vsaj kar se Visokogorja tiče, v glavnem mejnih kamnov ni več. Recimo je na Vršiču, tam je bil tudi staro-jugoslovansko-italijanski mejni prehod. Recimo na hribih, ki so bili na vrh Kucla, ne na vrh Kucla, na vrh gore, na Mojstroki in tako naprej. To je pa vse potolčen, ker so po drugi svetovni vojni namenoma v bistvu partizani, ne partizani, torej planinci to uničevali iz razloga, to so slovenske gore, to je pač še tisti mal odmev onga boj za gore, tam konc 19. začetek 20. stoletja, pa postavljanje naših, pa nemških, pa slovenskih planinskih poč, pa tako naprej. Vrgli so ga mogoče čez prepad dol ali pa 2 metra stran, recimo na šikni glavi, tako 3 metre okolje, pa obrnjene okolje, tako da kaže, da je tam, ki je bila Nemčija, kaže, da je Italija, pa tam, ki je bila Italija, kaže, da je Nemčija. S tem, da smo pozabili povedati, da na tej meji ne samo, ti si omenil, da so poseg delali 10-20 metrov ali pa še več poseka, podrli so vsa gospodarska poslopja in hiše, ki so bile v tem mejnem pasu. Imamo poročilo nemške komande, ki je bila na Bledu, koliko je bilo tega na knjigi objavljeno, tudi koliko je bilo tega na Gorenskem. In mene je najbolj šokiralo, to pa priznam, ko sem intervjuval eno gospo, ki je razlagala, kako so jim, ona je bila otrok takrat, in so jim podrli gospodarsko poslopje, hišo jim porušili in niso jih izselili v Nemčijo, ampak v eno sosedno vas. Prej tako hudo je bilo, prej iz mač smo si klobase delali in jedli in take stvari, ne. In pravi, pol smo šli, pa pol je pa oče šel v domobrance, ne. In pol jaz sem vprašal, pa kako je šel v domobrance, sej Nemci so vam vse to porušili, požgali, ne. Ne razumem, če mi lahko pojasnite, ne. In ona meni, ja, gospod je rekel. Kaj se še najde, kje na terenu je preprosto pogledati, pojďte na naš Facebook profil, tam na začetku profila je en zemljevid. Če ti skliknete, se vam je na spletna stran odpre z zemljevidom in tam lahko sledite v bistvu celemu poteku meje, vidite, kako je zarisana, tle je narisana. In potem so tam neke točke in če smo kaj tam kje našli, če smo kaj slikali in kaj podobnega, se lahko tam Bi pa še en predlog to. Bilo bi pa fajn, če bi se recimo nekaj takega zgodilo tu na Dolenjskem, pa Beli krajini, kot se recimo ob Soči, ker so naredili pot miru, ker združujejo naravne lepote, zgodovino in kulinariko in vse. In tukaj je tih ostankov predvsej, tu za Meško, Bučka, Novo mesto, v Beli krajini 600 hranjenih praktično bunkerjev proti NDH, da bi se neko tako pot naredilo, in to bi bilo, na svetu imate nekaj milijonov ljudi, ki jih zanima v Evropi, ki jih te zgodovinska zgodbe zanimajo, in to je dodatna ponudba in ne samo kot turizem in opomin, ko pravi Blaž, in to je pa zdaj vse zaraščeno, za Meškim so ti ostanki, je vse zaraščeno. Pa je to zraven 2 metra od ceste.
Ja. malo grmoje razmakniti. Izjemno ohranjeno v Hincah, Hince nad Krmenjem. To je ta slika, tisti 4 stebri na tistem kukačku, to je Hince. Ne? Hince, ja. Tam je to najbolj očitno. S tem kažemo nek slab odnos, verjetno. To je šlo iz spomina, kot je šlo, lepo je bilo rečeno, Ljubljana je v zgodovinskem spominu, da je bila ožičena, ni v zgodovinskem spominu, da je bilo tudi obmejno mesto, ker je bila meja tik ob Ljubljani, in ni v zgodovinskem spominu, po mojem mnenju, da je bilo Novo mesto, da je bil Šentjernej, da je bila Metlika, da je bil Semič, da je bil Črnomelj, da je bilo Zilje, da je bilo Griblje, da je bilo vse to ožičeno. To je nekako šlo iz spomina in mi smo to nekako s pomočjo pričevanj, s pomočjo dokumentov in ostankov na terenu nekako na svitlo dali in upamo, da bo nekaj haskal. Sigurno. Še kakšno vprašanje? Pa še tole, no, sem dodam, ker ljudje so praktični, ne. Recimo na Tolstem vrhu se je za tega en italijanski bunker ohranil, ker domačini so ga imeli kot za eno zidenco, zdaj je pa kot za eno skladišče. Znači je pa čisti original bunker za skoraj metrskimi zidovi. Je pa še en drug primer, ko je pa zdaj v par let nazaj na ruševinah enega bunkerja, je pa zdaj zrasla zidenca. Pridejo te stvari tudi za take stvari. Prav obenem pa tudi bi rekel, tudi nas opominjajo za nazaj. Na ta način se bo ohranilo. Gospa, kaj izvolite? Ja, imela sem vprašanje, če obstaja podatek, koliko pa je bilo ljudi izseljenih. Jaz izhajam iz družine, ki je bila izseljena v Nemčijo, pa so se potem vrnili. Kam in koliko jih je šlo? Jaz sem zdaj številke iz glave na pamet ne vem povedati, ne? Ampak lokacije so seveda, to bomo zdaj govorimo o internaciji, ne o internaciji, govorimo o preseljevanju, ne o internaciji. Torej, Srbija je nekaj desetih. Potem je Nemčija. Nemčija mislim, da je bila največja številka. Nemčija, potem pa Srbija, Hrvaška. Nekaj malega tudi Bosna, pa Hrvaška, ampak tu so NDH-jevci niso bili preveč navdušeni nad tem, tako da tega je tam manj. Ne? Ampak ne smete pa nekaj spregledati. Ljudje so bili izseljeni, pa so prišli nazaj. Že med vojno so prišli nazaj. In lepo so bili sprejeti v Nemčiji. Kako? Lepo so bili sprejeti v Nemčiji. Sej tisti, ki lepo sprejeti, tisti, ki so bili preseljeni, ti so v glavnem zdaj bili dve opciji sta bile. Ali so bili v kakšnih tovarnah, so delali, seveda to je depresivno delo, ali pa so bili na kmetijah, kot pomožna delovnost, kot hlapci na kmetijah. Kar seveda še vedno pomeni, ti nimaš svobode gibanja, prehrana je tako, recimo. Do tega, da recimo eni so hodili gor pa dol celo. Jaz sem bral zapisnike v zvezi z župnikom v Veliki Dolini. Tam so precej hitro izselili krajane, ne vem za točen, kjer je prej v Nemčiji, ampak župnik je prišel nekaj še nazaj in je bil potem še nekaj časa tukaj, tam september, oktober, morda tudi še malo novembra, potem je šel pa spet nazaj k ljudem, s katerimi je bil izseljen, s svojimi soroščani. In potem je tam tudi umrl, ampak sicer mislim, da je bila neka tako nezgoda, padel pa nekaj, pa starejši je bil in se nekaj ni se pozdravil. To so bili pa verjetno različni razlogi, zakaj so nekoga v Nemčijo, No, se to me zanima, ja. nekoga pa v Srbijo. Nemčija je potrebovala delovno silo, v Srbijo so pa verjetno kot čiščenje teritorija. Srbija je definitivno to šlo za čiščenje prostora, medtem ko Nemčija je seveda pa delovna sila. Tako da bi bilo seveda zdaj treba tudi videti, jaz ne vem, ne poznam, nisem se s tem ukvarjal, ali obstaja analiza starostna struktura, pa poklicna struktura, čeprav ta je manj pomembna. Ampak kaj starostna struktura? Rangirali so pet. Kakšne kam? In zdaj seveda nekoga, ki je sposobnejši fizično, ga daš to dodelal. Tam, ko so pa otroci zraven, pa tako naprej, neka ženska z otroci, to je zdaj, kaj boš tam? Bilo je več 5 kriterij, tudi rastni pregled je bil, ali rasno odgovarja. In pol je bilo še 5 kategorij, ali je
ocena je bila, ali je sprejemljiv, da bi nemško kulturo sprejel, ali ni, ali je nasprotnik in tako dalje. To so imeli vse oni naštudirano. Intelektualec, če je učitelj, je šel sem, To je bilo, so imeli zelo razpinano. Vsekakor je bila pa eni od kriterij rasti, ali odgovarja arijski zgodbi. Pri nas ste imeli pa potem recimo, ne samo, da so otroci takoj, ko se šola nazaj obnovi, ne učni jezik. Jezik v šoli je samo izključno nemščina. Za slovenščino si bil na Garban, domače rečeno. Tudi tečaji za odrasle so bili tako naprej. Ampak na Štajerskem je bila stvar malo trša kot na Gorenjskem. Ker na Gorenjskem se recimo imel nekaj časa dvojezičen časopis Kravanken Bote. V bistvu dvojezičen, torej nemško-slovenski. Ampak pustimo stvar, če je bilo treba, so bili celo 4 jezični. Recimo v tej okupacijski coni od jeseni 43 do 45 imate uradni listki 4 jezični. Nemški, italijanski, slovenski in hrvaški. Zelo zanimive so pa primorci, ker so, ko je nastala Rapalska meja, so iz Primorske, jih je takovani kolonisti, so šli v Prekmurje. Tam jim je kraljevina Jugoslavija dala, ki so zemljo od mađarskih veleposestnikov razlastili in so dobili zemljo. In kome so se malo tam namestili, v Prekmurju pride novi okupator Mađari. In potem so njih veliko v taborišče Šarvar spravili. So bili prvi na vrsti. Prvi na vrsti. In imamo pričevanje fanta, ki je bil takrat star 7 let, enih 5 ur smo ga snemali, kako so celo družino izselili v taborišče Šarvar, to je enih 100 km od Lendove, in potem kakva beda je bilo to v tem taborišču in potem so otroci prvi začeli umirati. In potem je Srpska pravoslavna cerkev rekla, da bo vzela otroke, če jih starši dajo v Srbijo, Vojvodino, da jih rešijo smrti, da jih dajo tam posameznim kmetijam. In potem pravi on, mama mi je rekla, fant, če hočeš preživeti, boš šel. In je šel v Srbijo, Vojvodino in tam je imel srečo pri eni družini, so ga zelo sprejeli in je preživel. In srečo imela družina, da je tudi preživela. Ampak to pričevanje, mislim, res te stisne, ko vidiš pol srečanje po vojni, oče ga je šel iskat Vojvodino, kje je, to prvo srečanje. To so res zgodbe, ki... Glede mene sem še ena stvar, je treba upozoriti. 3. maja 1941 je kraljevina Italija, uradno je bil objavljen šele precej kasneje, s kraljevim dekretom, ne zakonom, priključili Ljubljansko pokrajino k kraljevini Italiji. Ampak Rapalska meja je ostala. Torej, nekdo, ki je bil v Ljubljanski pokrajini, je imel domicil, za pot v Postojno si še vedno rabil dovoljenje, kot da bi šel čez državno mejo, čeprav si v bistvu šel samo v drugo provinco, državsko provinco. In še eno ugodnost, narekovaj, so imeli v Ljubljanski pokrajini. Z razliko od ostalih Italijanov niso bili vezniki vojske. Bili so pa državljani. Bili so v bistvu državljani, ampak s to razliko, da pa niso bili vojaški obvezniki. Za njih, to smo precej časa iskali, kje to in v bistvu niso bili. Morda glede izseljencev se verjetno poznate, zelo aktivni so v društvu, imajo svoje teh izseljencev med drugo vojno, pa se pravi, ne vem, če je še predsednica, vem, da je dolg časa bila, Ivica Žnidaršič, pa na Brestanci je en zelo dober muzej, ki to prikazuje. Vem pa, da je tudi kar nekaj knjig, ko so prek tega društva spomine je nekaj knjig teh spominov teh izseljencev. Drugač pa s tem se je ukvarjal pokojni zgodovinar Tone Ferenc, pa zdajšnja kustosinja tlele v Brestancih, se pa ne spomnim priimka, boste najdli to na internetu. Tudi da se splača malo te avtorje pogledati. Vem pa, da je par let nazaj bil en zanimiv dokumentarc, pa se ne spomnim naslova, mislim, da ga je Maja Weiss snemala, ko so zbrali nekaj teh nekdanjih, ki so bili takrat otroci in so delali v različnih mestih, ko smo že prerekli teh, kako bi rekel, taborišča, ampak ne v smislu koncentracijskega, da so bili pač tam nastanjeni in so še lokacije pogledati in
katere so še najdeli, so se jih tudi spomnili, ne, Nemci, Slovence in tako. Tako da se mi zdi, da ta tema je kar pokrita, no, in če vas zanima, če boste malo te stvari pogledali, priporočam pa Brestanca, sprav grad Rajčan. Pa mimo grede, v gradu je bila takrat komanda, ki je izseljevala. Izseljence so pa nameščali, greste malo od Zaco, ene hlevi nekdanji in tam so bili tisti ljudje, ki so čakali na transport. Nekateri mislijo, da je bilo to v gradu, pa ne. V hlevu na Slami. Komanda nemška je bila pa v gradu. Tako. Še kakšno vprašanje? Prosim? Prosim. Za tebe. Ker sem Zame. prebral, da je po okupaciji prišlo do spremembe župana v Novem mestu. In da so imeli velik vpliv pri tej spremembi Nemci in pa deloma Kočevarji. Pa me zanima, če kaj veš, kakšen vpliv so imeli Kočevarji na življenje v Novem mestu. Če so sploh imeli kakšen vpliv? Ne vem, mislim, tega ne poznam, moram priznati. Tukaj v Raski piše, da je prišlo do spremembe župana in da so na to spremembo vplivali nemško prebivalci nemškega porekla Novega mesta, vključno s Kočevarji. Morda je Kaj, to je doktor Polenšek, misliš, kaj? Ne, po Polenšku je to umaro. Iz članka je za razbrati, da ko so Nemci zasedli Novo mesto, da so postavili svojega nemškega župana. Aha, v tistem zelo kratkem mestnem obdobju, to pa, ok. Ker Polenšek je bil že prej, ne, župan, zapravo imamo to kratko mestno obdobje, ne, možno, ne, da je bilo kakšno sodelovanje, ne, med Kočevarji pa to oblastil, ne, in so nastavili svojega človeka, potem, ko so pa Italijani prišli, je bil pa zopet Polenšek, ne, naprej, ne. Ampak konkretno, to zdaj ugibam jaz, ne, nisem pa nikjer o tem bral. Mogoče sem del odgovora, ne, ki bo mogoče malo nakazal, tudi jaz ne poznam točnega odgovora na to, ampak del Kočevarjev, zelo močan je bil ta kulturbund, ne, in se je del Kočevarjev so se zelo nacificirali, ne, in so delovali te skupine in so nekako tudi temu podlegali, ne, tej propagandi. Vse mlajši, ne, mlajši. Tako, ja. Čez dobre 3 leta lahko na to temo pričakujete knjigo, ker en kolega dela doktorat na to temo in je tudi jaz nestrpno pričakujem. Ne glede kulturbunda na slovenski. Hvala, če je vprašanje. Še kakšno vprašanje? No, jaz mislim, da smo kar bili izčrpni, ne? Se vidi, da je tema, rekel, še zmeraj aktualna, zanimiva, ne? Tako da jaz se še enkrat zahvaljujem tako gostom, ne, kot tudi vam, da ste prišli, da smo lepo skupaj preživeli ta večer. Hvala.